Želel vam bi v svojem 10 do 15 minutnem ali pa 10 minutnem recimo 10-minutni predstavitvi ponazoriti pravzaprav, kaj se dogaja na nivoju na eni strani strokovnega sveta in parlamenta v smislu pariranja tej nezavidljivi gospodarski in finančni situaciji v tej državi. Torej, kaj delamo, da ne bo vtis, da se, tako kot nam nekateri mediji učitajo, ukvarjamo samo s preteklostjo in da nimamo odgovorov, kako naprej. Torej, ni res, strokovni svet Slovenske demokratske stranke je že pripravil oceno stanja in moram poudariti, da smo poslanci tudi v parlamentu nekajkrat, tudi z izrednimi sejami, ker drugače pač ne gre, probali vlado upozoriti na trende na področju javnih financ, na področju gospodarstva v tej državi z namenom, seveda, da jih prepričamo, kako je situacija resna in kako je več kot potrebna učinkovitega ukrepanja. Torej, vlada namesto nekih učinkovitih ukrepov nas znova in znova preseneti z drugačnimi, slabšimi napovedmi situacije in ta zadnji takšen program stabilnosti, ki je bil izdelan pred nedavnim, zopet negira sprejete izhodne strategije, sploh, ki so bile pred dobrim letom dni sprejete, in tudi ostale dokumente, ki jih je med tem, se pravi lani, vlada sprejela, in tudi napovedi Urada za makroekonomske analize. No pa tako, da približno vemo, kje smo. Prvič, gospodarska rast v Sloveniji je komaj da nad vodo, torej nad ničlo. Napovedi ta zadnje so slabše, kot so bile jesenske, Zofija je to že omenila, in bistveno slabše kot tiste, ki so jih napovedovali v izhodni strategiji ali pred kakšnim letom dni. Kar pomeni, da so imeli odgovorni, tudi analitiki v Uradu za makroekonomske analize, kar precej težav zaradi negotovosti napovedovati naprej in so se praviloma zmotili navzgor, kar je ponovadi redkost. Vedno se je omar zmotil v preteklih obdobjih navzdolj, napovedoval je nižjo gospodarsko rast, kot se je pa dejansko zgodila. Torej, gospodarstvo, bi rekel, na nek način je na neki pravzaprav točki, ne morem tudi reči dna, lahko da bo dno še nižje, ampak je se ustalilo nekje razmeroma nizko in ni okrevanja. Imamo pravzaprav dvojno sliko, imamo na eni strani izvozno gospodarstvo, ki zaradi povpraševanja in krepitve povpraševanja na tujih trgih, tradicionalnih naših trgovinskih partnericah nekoliko raste hitreje, kot pa seveda domač del, ki zaradi razmeroma nakopičenih problemov je v krču in pravzaprav še pada. Tipičen segment tega gospodarstva je gradbeništvo, ki je mimogrede v teh 2 letih upadlo kar za 40%. Odpustilo je 25.000 ljudi samo v gradbeništvu. Torej, seveda temu je prišteti tej nezavidljivi gospodarski aktivnosti brezposelne. Vemo, da so se povečali za približno 60.000 v tem obdobju in tu še nismo dosegli dna. Skrbi tudi struktura brezposelnih in še posebej skrbi tudi to, da ni novih delovnih mest. Če pogledamo proračun, državni proračun je v razkoraku za 2 milijardi evrov, 20% po domače povedano. Če v tej državi porabimo 10 milijard evrov, to je državni proračun, 10 milijard evrov na leto, jih ustvarimo samo 8. In ko govorimo o 5,5% primanjkljaja v bruto domačem proizvodu, ta številka zveni malo, ampak to je 20%. Če gledamo na ustvarjenost, je 25% ustvarjenega več porabno. Torej, to je ogromen razkorak, ki ga seveda država servisira z zadolževanjem, tako da je po najnovejših napovedih bomo že konec tega leta dočakali za približno 43%, več kot 43% javnega dolga v bruto domačem proizvodu, in konec prihodnega leta, torej 2012, na koncu mandata te vlade, če ga bo dočakala do konca, bo dolg preko 45%. In tu se postavi pod vprašaj seveda resnost napovedi razvojnega ministra Gasparija, češ da bi zamrznili javni dolg na 45%. Pri tako debalansiranem proračunu in seveda tako visokem dolgu že
je to praktično nemogoče. Tu ne omenim še konkurenčnost slovenskega gospodarstva, ki je izrazito padla in te dogodki, vsekop, Črnomelj, verjetno ste vsi priča, izgube 700 delovnih mest, ni zaradi tega, ker so tukaj neki grdi tujci, ki gredo, kapital gre tam, kjer so ugodni pogoji, Slovenija mednarodno gledano zgubla vizavi drugih držav in marsikdo proučuje seveda in gleda, kaj se drugje dogaja, kaj se pri nas dogaja in ni rečeno, da nas še katera druga mednarodna korporacija ne bo zapustila, če ne bomo nič naredili. Torej, to je na hitro en tak oris situacije, ki je izjemno nezavidljiva in v taki situaciji je seveda snovanje ukrepov za naprej izredno težavno. Mi smo se tega lotili, zdaj bi seveda prehitro govoril, če bi vam že povedal, kaj vse so te konkretni ukrepi, bom pa naštel smeri in približno navedel, v katerih smerih in v katerih konkretizacijo teh smeri. Prva smer je gotovo razbremenitev gospodarstva tako v finančnem kot v administrativnem smislu oziroma v smislu spodbud za investiranje, še posebej v razvoj in v tudi raziskave in investicije. Mi celo razmišljamo o povsem davčni olajšavi za investiranje iz naslova ustvarjenega dobička. Redka so podjetja, ki imajo še ta dobiček in ponavadi imajo v krizi dobiček tista podjetja, ki imajo tudi nenazadnje neka jasne orise razvoja in so sposobni ustvarjati tudi nova delovna mesta in zakaj jim to ne bo mogoče. Mislim, fiskalni učinek na proračun je neznaten, kajti tega davka se že danes pobere razmeroma malo, ampak pustimo čas v čas. Tu je še gotovo veliko priložnosti v tej recimo administrativni razbremenitvi. Ne vam naštejem, samo en predlog, ki je bil nekajkrat zavrnjen, to je predlog, da bi vsa podjetja, tako mala kot velika, plačevala vse svoje obveznosti do države preko enega računa, ki bi imel celo kupico podračunov in bi potem ta davčna birokracija kasneje razparcelirana. S tem ne bi finančno nič, torej prispevki bi pri tem ostali isti, čeprav menim, da bi bili marsikje potrebno jih znižati, vendar je recimo preko ene položnice lahko kar precej manj tega. Pa še kaj bi se našlo, mer biti pri tej davčni razbremeniti tudi tu. Razmisliti bi bilo potrebno o teh davčnih počitnicah za novo ustanovljene podjetja, torej da so v določeni meri oproščena davka v tem prvem obdobju zagona 1 do 3 let. Druga smer je gotovo smer oživitve finančnega sektorja v tej državi. Zdaj, mi smo seveda soočeni z ogromnim problemom tega našega finančnega sektorja. Vidite, da je bila nedavno dokapitalizacija NLB-ja 250 milijonov, jaz ne vem, verjetno o tem gospod Groznik je več povedal, ampak tu je cela kupica drugih nakopičenih problemov, tako neugodnih struktur naložb teh bank in terjatev. Imamo eno ogromno jamo, po moje odprto jamo, brezno, pravzaprav je povezano z gradbeništvom. Tu so banke izredno izpostavljene in tu predlagamo tudi ukrepanje v smeri tako imenovane slabe banke oziroma neke ločitve teh slabih naložb iz bilanc bank na ta račun, da se jih očisti, da so sploh sposobne razvojno delovati do gospodarstva in po drugi strani, da sploh vemo, kaj so slabe naložbe v tej državi. Mi danes to je vse smešano po teh bankah in ne vem, tu je recimo ena izmed idej, ki smo jo že plasirali in bi jo veljalo, kreditni krč obstaja, danes tudi podjetja z jasnimi razvojnimi programi, pravzaprav z podpisanimi pogodbami ne morejo dobiti kapital za financiranje tega. Če nimajo kapitala, ni aktivnosti in če ni aktivnosti, ni gospodarske aktivnosti in rasti in če ni tega, ni delovnih mest in to je vse povezano. Tako da potem eno tretje ogromno področje je področje seveda varčevanja države oziroma nekega obnašanja, kako to državo in državno birokracijo narediti vitko in učinkovito. Tu ne mislimo samo, da je potrebno seveda vse po vrsti krčiti, jaz mislim, da je potrebno te funkcije optimirati, premisliti, ali vse državne funkcije še rabimo, ki jih upravljamo, namreč mi smo zdaj člani vseh živih integracij, kar se jih da biti, od evroobmočja do zdaj OECD-ja in tako naprej. In res se postavlja vprašanje, ali vse te funkcije državnega aparata še potrebujemo v taki meri in ali niso nekatere predimenzionirane. Tu ste gospodarstveniki, ne vam samo en primer povem.
Jaz prihajam iz občine Brežice, ponovadi ne izpostavim te občine. Ne. Šolstvo v osnovnih šolah je bilo zaposlenih leta 2700 učiteljev, danes jih je 800 v teh naših šolah v Brežicah. Zdaj, če bi to posplošili na celo Slovenijo, je tega ogromno, ampak otrok je manj. In da ne govorim, koliko je bilo denarja zapravljenega, zato da so neki drugi prostori in stalno smo v nekih investicijah, zato pravzaprav, ko pa beremo, kakšna je pa kakovost tega izplena, pa smo lahko nedavno brali, da pa kakovost šolstva pada v Sloveniji. Zbravi, imamo 100 ljudi na 700 več, boljše pogoje prostorske, kakovost gre pa dol. In to želim povedati, kako je verjetno neoptimalno organiziran sistem in tu je gotovo tudi kaj treba narediti. Kar se gospodarstva tiče, še en tak primer. Glejte, vi imate celo kupico nekih podpornih inštitucij za gospodarstvo. Ne vem, imamo Tehnološko agencijo, imamo Slovenski podjetniški sklad, imamo Ribniški sklad, kako se imenuje, sklad za razvoj gospodarstva v Ribnici, ali regionalni sklad. Ja. Potem imamo ta JAPTI, javno agencijo za podjetništvo in tuje investicije, imamo tudi za turizem, Slovensko turistično organizacijo. In potem imamo pa še celo lokalne neke podporne in regionalne neke zadeve. Ne. Jaz mislim, da bi bilo nujno poenotiti to zadevo tudi zaradi tega, da gospodarstveniki, ko želijo kaj, da imajo pravzaprav eno vstopno točko za te stvari, ne pa da imajo, da pravzaprav ne vejo niti kam. In jaz mislim, da se tu da zelo, zelo učinkovito, sploh kar se tiče internacionalizacije, povezati z zbornicami, ki na tem področju delujejo. Tako da tu je gotovo prostor po večji učinkovitosti, ki hkrati prinese tudi lahko velike prihranke. In končno investicije. Ne. Mi, pravzaprav, gradbeništvo je v krizi tudi zaradi tega, ker ni investicij, pa bi lahko bile, pa sploh niso povezane s proračunom. Govorite, to najbolj boli, ker nekdo misli, ja, sej, seveda ni investicij, če ni denarja, če je tam 2 milijardna luknja. Vam bom povedal 2 primera, ko sploh nista povezana z, recimo, državnim neposredno proračunskim denarjem, pa so 100-milijonski projekti. Naprimer, odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Vredna projekt približno 150 milijonov evrov. Državni prostorski načrt sprejet, lokacija umeščena v okolje, ni problem. Zato se zbira denar v posebnem skladu za razgradnjo, ki nima veze s proračunom, in je namenski sklad. Tam čaka denar, ki se zdaj nalaga v razne delnice in obveznice in ne vem kaj še vse. Zakaj ne bi ta denar sprostili in gradili odlagališče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ker ga moramo rešiti. Tako je tako. Zakon pravi do leta 2013. Imamo primer gradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, kjer to je vreden projekt 800 milijonov evrov, 400 je že pokurjenih, 400 še čaka, zavlačuje se z gradnjo in pravzaprav ne gre neposredno iz proračuna niti evro za ta namen. Torej, pa še, da ne govorimo o številnih primerih javno-zasebnih partnerstv, da primer, jaz vam dolen primer v Brežici, 7-8 milijonov vredna evra investicija v izgradnjo neke infrastrukture, socialne infrastrukture, kjer je zaseben kapital. In če bi pravzaprav pospešili projekte, investicijske projekte, tudi v informacijsko infrastrukturo, recimo to širokopasovno avtocesto, vsako gospodinjstvo, in kar smo napisali v strategiji razvoja širokopasovnih omrežij, torej energetsko, cestno infrastrukturo, železniško, bi verjetno tudi z javno-zasebnim partnerstvom in z evropskimi sredstvi, bi verjetno ne imeli tak problem v gradbeništvu in posledično v številnih drugih sektorjih gospodarstva, posledično tudi ne v bankah, po moje. Jaz sem prepričan, če bi gospodarsko aktivnost zagnali oziroma ohranili pred 2 leti, vprašanje, ali bi imeli tak problem v bankah. Vprašanje, ker je zdaj tam odprta luknja, stečaji oziroma tudi prisilke, kar gotovo negativno vpliva. Torej, na koncu samo to, strokovni svet bo po moje tem letu, do konca leta pripravil tudi en resen alternativni program. Jaz upam, da bo pred volitvam priložnost in čas tudi v medijih za to, da soočimo te programe z drugimi, da se ne bomo ukvarjali pred volitvam z aferami, ampak da se bomo ukvarjali z našo prihodnostjo, torej kaj kdo ponuja, da pridemo iz te nezavidljive situacije.